Pozdravljeni, dobrodošli na današnji predstavitvi. Hvala, da ste se odzvali na povabilo vaših prijateljev. Za tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Andreja, prihajam pa iz Ljubljane. Danes vam bom na kratko pokazala, zakaj je Bitcoin zanimiv, kako lahko do njega pridemo z rudarjenjem in pa kako je Mining Race ta proces poenostavil tudi za ljudi brez tehničnega znanja. Preden pa se poglobimo v samo vsebino, nekaj kratkih informacij. Namreč to ni finančni nasvet, predstavitev je zgolj informativna, namenjena je pa temu, da razumete, kako deluje sistem in kaj omogoča projekt Mining Race. Na koncu se tako vsak vedno odloči sam. Zdaj, tukaj vidimo, zakaj sploh Bitcoin. Bitcoin je namreč prvi, največji in najbolj prepoznaven kriptoaset. Je v omejeni količini, namreč ga je izključno in samo 21 milijonov, je decentraliziran, kar pomeni, da ni v nikogaršnji lasti, ne v lasti bank, držav, posameznikov in podobno, in kar je pomembno, da je globalno likviden. In zato ga mnogi imenujejo tudi digitalno zlato. Tukaj vidimo, da Bitcoin danes, ker vemo, da nastal je tisti, ki poznate, ki ste že slišali za Bitcoin leta 2009, in tukaj vidimo, da po vseh teh letih Bitcoin danes ni več eksperiment, ampak je med največjimi svetovnimi sredstvi po tržni vrednosti. Vsi poznamo Mastercard, Visa, Tesla, Meta oziroma Facebook in tako naprej, ki so že kar nekaj let na trgu. In tukaj vidimo, na kakšni, bom rekla, kako visoko kotira Bitcoin, je bil tudi na 5. mestu, 11. in tako naprej, skratka niha nekje v tej lestvici. Zdaj, kar se tiče podjetja Mining Grid podjetje je registrirano v Dubaju. To vam v bistvu pokažem zato, ker je pri takšnih projektih pomembno, da vemo, kdo stoji za sistemom. In tukaj je tudi licenca, lahko si naredite screenshot, preverite na internetu in tako naprej. Zdaj, podjetje oziroma to, kar vam zdaj kažem, ni zgolj samo neka spletna stran ali pa ideja. Namreč podjetje Mining Grid ima tudi fizični showroom v Dubaju, kjer je prikazana mining oprema in celoten koncept. Ravno tako lahko to obiščete, spoznate oziroma se sestanete z predstavniki podjetja, lahko povabite tja svoje prijatelje, organizirate sestanek in podobno. Podjetje Mining Race oziroma Mining Grid je predstavljeno tudi v medijih, kar pa v bistvu samo dodaja dodatno vidnost in kredibilnost projekta in samega podjetja. Med drugim so nas obiskali tudi CNN, so imeli intervjuje z našimi lastniki in podobno. Zdaj, kar se tiče Mining Race, da preidem k bistvu, gre za ekosistem, ki povezuje skupnost ljudi, ki skupaj sodelujemo pri rudarjenju Bitcoina. Namreč sama platforma je zgrajena znotraj podjetja, ekipa pa ima za sabo dolgoletne blockchain izkušnje. In kaj je bistvo? Bistvo vsega tega je, da ljudem približamo Bitcoin mining oziroma rudarjenje Bitcoina na čim bolj enostaven način. Zdaj, poznamo, da Bitcoin lahko kupimo, lahko z njim trgujemo oziroma ga tradamo, je dostikrat izraz nam poznan, ali pa sodelujemo pri samem rudarjenju. Zdaj, o tradanju niti ne bom kaj veliko govorila, zato ker tisti, ki ste to že daj izkusili ali pa ste slišali, veste, da je treba imeti ogromno znanja, ogromno časa in lahko so izgube kar precej velike. Pri samem nakupu pa gre za to, da mi že kupimo obstoječi Bitcoin po tržni ceni. In potem ga držimo, ko mu vrednost zraste, če ga prodamo, seveda smo nekaj zaslužili, Bog ne daj, da mu vrednost pade, takrat smo lahko v izgubi, ampak ko ga enkrat prodamo, če celotnega prodamo, seveda ga potem nimamo več. Zdaj, pri samem miningu pa sodelujemo v sistemu oziroma v infrastrukturi, ki ustvarja nove bitcoine in ravno tako rudarji prejemamo nagrade pri potrjevanju transakcij. In Mining Race se osredotoča prav na to tretjo možnost, se pravi na rudarjenje Bitcoina. Zdaj, vse to poteka v eni aplikaciji, ki združuje skupaj wallet oziroma denarnico, mining oziroma rudarjenje,
vse produkte, ki jih nudi, nagrade, pregled zaslužkov in celo tudi izobraževanje. Kaj je prednost, da ni treba uporabljati več različnih platform, da lahko vse to počnemo? Poleg tega je pomembno tudi, da aplikacija uporablja non-custodial denarnico. Kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da ima uporabnik nadzor nad svojimi zasebnimi ključi oziroma dostopom do svojih sredstev. Kaj so zasebni ključi, tako kot vidite tudi tukaj gor na slajdu? Gre za 12 besed, ki si jih je potrebno prepisati. Nikakor se ne dela screenshotov, nikakor se tega ne pošilja po SMS-ih, po mailih in podobno. Namreč to je res nekaj, kar moramo varovati kot svoje najdražje zadeve, in mi vedno rečemo, tukaj se vrnemo v čas nazaj, ko uporabljamo svinčnik in papir oziroma pisalo in papir in zapišemo teh 12 besed. Imamo lahko še kakšno kopijo zraven, tudi na roke napisano, damo vsem, damo ljudem, ki jim zaupamo, za vsak slučaj, če se nam jutri karkoli zgodi. Ravno tako so podprta tudi različna blockchain omrežja v tej sami aplikaciji. Uporaba te aplikacije je tudi praktična, namreč vidimo v aplikaciji vse transakcije, shranimo naslove, to ne govorim zdaj telefonske in pa naslove od naših prijateljev, ampak naslove njihovih kriptodenarnic, preko katerih oziroma kamor jim potem seveda pošiljamo sredstva, kriptosredstva, čisto preprosto preko QR kode. Kaj je, še enkrat poudarjam, kaj je namen, da je vse čim bolj pregledno in enostavno. Se pravi, da je uporabniku prijazno. Zdaj, kaj vidimo tukaj? Tukaj vidimo primer dejanske mining opreme. Rada bi nekaj še povedala, da bistvo Mining Racea ni, da imamo mi to opremo doma, ampak da lahko v bistvu v procesu rudarjenja sodelujemo v tem sistemu brez tehničnega dela in znanja. Zdaj, kaj to pomeni? Vemo, recimo, prej sem omenila platforme, vsi poznamo aplikacije in platforme, kot so Booking.com, Uber, Temu, Wolt in podobno. Zdaj, Booking.com je večini poznana. In kaj je prednost te aplikacije? Se pravi, ta platforma na eni strani nam, uporabnikom, omogoča in združuje vse nastanitvene kapacitete, s tem, da moramo vedeti, da Booking.com nima nobene nastanitvene kapacitete v lasti, ampak združuje, ne vem, če gremo mi v Dubaj, želimo najti prenočitev, preko Booking.com vpišemo svoje parametre in nam prikaže vse, kar mi želimo, in se pravi, ne rabimo iskati tega na internetu, preko telefonov ali kakorkoli že, in je, rečemo, user-friendly. Identično, se pravi, kaj je naredilo podjetje Mining Grid s to aplikacijo Mining Race? Identično. Na eni strani je združilo hardware, se pravi programsko opremo, to so mašine za rudarjenje, ki jih tudi tukaj le vidimo, na tej sliki. Gre za mašine za rudarjenje od podjetja Bitmain, ki obvladuje, mislim, da več kot 85% tržni delež v svetu. In na drugi strani je združilo, se pravi, je povezalo software, ker rabimo hardware in software, kar pomeni, software so pa bazeni, puli, farme, kjer se rudarijo bitcoini. In prednost tega je, da pravzaprav vedeti moramo, da mi s telefonom, s to aplikacijo ne rudarimo bitcoinov fizično, ampak mi s to aplikacijo spremljamo naše rudarjenje, kjer nas je povezalo podjetje, tako kot sem povedala, skupaj na eni strani z hardverom in na drugi strani nam je omogočilo software. Zdaj, samo rudarjenje pomeni proces ustvarjanja novih bitcoinov. Če to poenostavim, mi ne kupujemo samo obstoječega bitcoina, ampak sodelujemo v procesu, ki nove bitcoine ustvarja. Zdaj, kako pa to izvajamo? Namreč gre tukaj za produkt Stable Mining kartica.
Vidite na sliki, to ne gre za kartico, ljudje dostikrat vprašajo, a je to kartica kot SIM kartica, ki jo moramo staviti v telefon. Ne, gre za najem moči za rudarjenje v moči 100 terahashov. Moj namen ni, da vam tukaj zdaj tehnično razglabljam, ampak samo to, da boste razumeli moč, s katero lahko rudarimo bitcoine. In z najemom, se pravi z te stable mining kartice, nam omogoča, da se mi priključimo v mining sistem brez lastne opreme doma. To pomeni, da ni hrupa, ni elektrike, ni hlajenja in tudi ni stroškov vzdrževanja. In kartica, kot sem že omenila, predstavlja določeno mining moč, ki jo najamemo za rudarjenje, sistem pa deluje v ozadju. Zdaj, da razložim to sliko, namreč približna vrednost je, recimo, da je vrednost kartice, stable mining kartice za rudarjenje $400. Ta kartica nam v povprečju rudari 120 dni, dokler ne narudari končnega profita 14%. Zdaj, da to razložim, kaj sem zdaj povedala. Zakaj povprečna vrednost $400? Namreč vrednost kartice najema te moči za rudarjenje je odvisna od vrednosti bitcoina na trgu. In če gre seveda vrednost bitcoina gor, je vrednost kartice višja, če gre vrednost bitcoina pade, je seveda tudi posledično vrednost kartice nižja. Zdaj, omenila sem tudi, da rudari v povprečju 120 dni. Namreč vedeti moramo, da je to živ sistem. In zakaj govorimo povprečno? Ja, identično, se pravi, če gre vrednost bitcoina gor, rudari manj časa, če gre vrednost bitcoina dol, rudari seveda več kot 120 dni. Fiksen del je, da rudari toliko časa, dolikor ne pride do outputa, se pravi do dobička 14%. Zdaj tukaj vidimo 114%. Kaj je pomembno vedeti? Recimo, da ta trenutek stane kartica $400. To pomeni, da rudari dokler ne narudari 14%, kar pomeni $56. In naš output je 114%, kar pomeni to, kar smo vložili, plus 14%, se pravi, mi lahko, oziroma mi, ko zaključi z rudarjenjem, potegnemo ven vse skupaj $456. In nekaj bi rada povedala, ker sem prej omenila, da je to živ sistem. Ljudje dostikrat rečejo, imam eno super zadevo, trgovanje, vsak dan so donosi, 2,17%, zelo se splača in tako naprej. Jaz vam na srce polagam, če nekdo govori o fiksnih donosih na dnevnem nivoju, bežite, dokler vas noge nesejo. Zakaj? Zaradi tega, ker je to, poudarjam, živ sistem in to nihče ne more točno predvideti na dan, koliko je nekega donosa. To je zelo pomemben podatek, ko se boste kdaj karkoli o čemerkoli pogovarjali z drugimi. Zdaj, ta slajd nam pokaže, če povzamemo vse skupaj primer vse te logike. Uporabnik zakupi mining moč, sam sistem rudari, nagrade, se pravi izrudarjeni bitcoini, pa se delijo med rudarji v sistemu, torej med nami uporabniki, glede na samo pravilo produkta. In vedeti moramo, da to ni neka pasivna čarovnija, ampak je dejansko sistemska razdelitev mining nagrad. Tukaj na tej sliki vidimo prikazan učinek compoundinga oziroma obrestno-obrestnega računa. Vemo, da Einstein je rekel, da obrestno-obrestni račun je 8. čudo sveta, kar pomeni, če poenostavim, učinek ponovnega vlaganja. Kar bi rada poudarila, da to ni garancija, ker gre še enkrat poudarjam, da gre za živ sistem, ampak prikaz potenciala, če se nagrade, se pravi bitcoini, ki jih mi ne rudarimo, ponovno uporabljajo za povečanje mining moči. Torej gre za reinvesticijo. In tukaj vidite, kaj se recimo zgodi lahko okvirno v 5 letih, če nekdo začne s 30 karticami in ker mu deluje obrestno-obrestni račun, koliko mu vsako leto prinese, se pravi, mu narudari nove moči za novih kartic. Kaj je tudi pomembno pri vsem tem?
je transparentnost. Namreč uporabnik lahko spremlja podatke, kot so hash ID, kdo je pošiljatelj, kdo je prejemnik, kar pomeni, da imamo resnično natančen pregled nad samim dogajanjem oziroma tudi nad transakcijami. Tukaj vidite, kako to izgleda v sami aplikaciji, se pravi, kako izgleda število, koliko imamo kartic, kako so mining zaslužki, kakšno je stanje, dejansko celoten pregled vseh aktivnosti. In namen je, da uporabnik kompletno vidi in to ves čas, kaj se dogaja. Tukaj sicer vidite screenshote, drugače pa jaz vedno predlagam, vprašajte prijatelja, ki vam je danes to pokazal, da vam to pokaže tudi na živem sistemu. In seveda ta del tudi pokaže, nam tukaj ta slika prikazuje, da zadaj za tem obstaja sistemska infrastruktura in ne samo neka lepa šikimiki, rečemo temu aplikacija. Ker to je pomembno pri samem razumevanju, da gre za tehnološki ekosistem. In kar je vse pomembno, da teh transakcij ne vidimo samo v Mining Race aplikaciji, ampak ker so zapisane na blockchainu, jih lahko neodvisno preverimo tudi na javnih blockchain explorerjih. Tukaj sem dala primer enega screenshota od spletne strani Arkham Intel, ki dejansko z Mining Grid podjetjem in z Mining Race aplikacijo niso povezani. Tako da vse lahko gremo gledati tudi izven Mining Race-a. In to je tisto, kar nam daje transparentnost in pa seveda neodvisno preverljivost. Zdaj, poleg kartic obstajajo tudi Power in mikronodi, da bomo lažje razumeli, pa da ne bo preveč zakomplicirano. Kartice, stable mining kartice, ki sem jih prej o njih govorila, sodelujejo pri rudarjenju in so vezane izključno na vrednost Bitcoina. Node pa podpira celotno infrastrukturo sistema in je vezan izključno na dolarje in ne vpliva na vrednost, če gre Bitcoin gor ali pa če gre Bitcoin dol. Za njega je vrednost in vezava izključno na dolarsko vrednost. In kaj je dodatno, bom rekla, ali pa prednost za tiste, ki si želijo tudi z nodi sodelovati, je, da gre za dodatno možnost za vse tiste, ki si želimo dolgoročneje sodelovati v tem ekosistemu. Zdaj, mogoče samo še en kratka informacija, namreč nodi imajo 4-letni življenjski cikel. Zdaj, če gledamo primer, prej smo videli Power Node 3000 in Mini Node $300. Pa pejmo ta primer za 3000, se pravi pri vložku $3000, vidimo tukaj sta prikazana dva načina. Eden je, da pri tedenskih izplačilih je potencialna skupna vrednost po 4 letih, ker se nekaj, da ima 4-letni življenjski cikel, je potencialna skupna vrednost do $6000. Pri načinu rasti, kjer se pa prvi 2 leti uporablja samodejni ponovni nakup, kar pomeni, ne moramo nič prve 2 leti vam potegniti, pa je skupna potencialna vrednost do $9000. Kaj to pomeni? Do 300% začetnega vložka oziroma, če začnemo že prej, ven vleči, do 200% dobička še enkrat podarjam, v 4 letih. Zdaj, da ne bom predolga, za zaključek, za tisti, ki jih zanima tudi kaj več, se pravi, za sam vstop v svet rudarjenja, v Mining Race, potrebujemo letno licenco. Letna licenca omogoča dostop do aplikacije, dostop do izobraževalnega centra, dostop do bonusnega sistema, dostop do produktov in vsega, tako kot sem že omenila, kar nam Mining Race za rudarjenje Bitcoina omogoča. Zdaj, tukaj vidimo različne nivoje licenc. Pomembno je, da si vsak izbere licenco glede na to, kako aktivno in kako hitro želi rudariti oziroma uporabljati sistem. Vedeti pa moramo, da tukaj in pri sami predstavitvi in ko se pogovarjamo, ni cilj, da nekdo vzame največ, ampak da resnično vsak razume, kateri nivo je zanj v štartu sploh smiselen.
In potem je vedno možnost, seveda, tudi nadgrajevati iz 300 na 1000, 1600 in tako naprej, ali pa iz 1600 gor in tako naprej. Se pravi, vedno si vsak sam pri sebi ve, razmisli, kaj je za njega tisto primerno, in seveda po pogovoru z ljudmi, ki Mining Grace že uporabljajo. Zdaj, za zaključek, ne, ko razumemo osnovo, jaz mislim, da vprašanje ni več, a je to zakomplicirano, ampak je vprašanje, a si želimo sodelovati v tem sistemu, se pravi v rudarjenju. In seveda, če je odgovor ja, je začetek zelo preprost v 3 korakih. Prvi korak je, prenesemo aplikacijo, drugi je, se registriramo preko referral linka, in tretji, da si izberemo licenco. Od tam naprej pa vse opravljamo v aplikaciji. Zdaj, moja misel za sam zaključek, mi vedno rečemo, prihodnost pripada tistim, ki si jo upajo predstavljati in ki si jo upajo tudi izvajati. Namreč, vedeti moramo, Bitcoin mining ni za vsakogar, je pa zagotovo za tiste, ki razumemo, da se digitalna ekonomija gradi tukaj in zdaj. Namreč, zavedati se moramo, da prihaja tudi digitalni evro in da stvari ne bodo več, kot smo včasih, ali pa smo še navajeni, da je tlele mi 20 evrov za to, a ne, pa delamo z gotovino, ampak bodo stvari pod kontrolo, se pravi centralizirane, in če uporabljamo decentraliziran sistem, tako kot sem povedala za Bitcoin, je zagotovo nekaj, kjer nas ne bodo imeli, ne, da bi lahko temu rečemo Big Brother is watching. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa za vaš čas, in pa za vsa dodatna vprašanja se obrnite na prijatelje, ki so vas danes povabili in so vam pokazali to predstavitev. Hvala lepa in vse dobro, in se veselim, da vas srečamo med rudarji v prihodnje.